kar začnemo. Torej, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Ministrstva za obrambo, na kateri bodo danes minister za obrambo, magister Borut Sajovic, državni sekretar magister Bojan Pavlin in načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, nekoliko širše predstavili dokumenta, ki ju je vlada Republike Slovenije sprejela na svoji redni 163. seji 23. julija letos. Gre za, kot veste, strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v Republiki Sloveniji ter informacije o implementaciji resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, predvsem na področju obrambnih izdatkov. V zadnjem delu bomo pa predstavili nekatere ključne dosežke Ministrstva za obrambo in predvsem Slovenske vojske, ki so bile narejeni v zadnjih 3 letih. Pa bi prosil uvodoma najprej ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica, da na kratko predstavi pomen sprejetja obeh teh 2 dokumentov, ki sem jih omenil, pa tudi kaj je bilo vse narejeno v tem mandatu na tem resorju. Izvolite, gospod minister. Ajte prav. Hvala lepa, vsem skupaj dobrodošlica na Morsu, prijazen dober dan. Dnevi, v katerih smo, so pomembni, tako kot je bilo uspešno zaključenih prvih 2 let intervencije po največji naravni nesreči te države, se uspešno krepi tudi sistem slovenske varnosti, obrambe, delamo stvari, ki so potrebne, nujne, dobrodošle in krepijo varnost, in dobro sporočilo je, da nas je danes toliko in da ta tema slovensko javnost zanima, predvsem pa, da prispevamo tudi svoj kanček v to zgodbo, da ločimo zrna od plev ali pa da povemo, kaj je res, kaj je pa ugibanje ali pa politizacija stvari. Najprej se bom dotaknil zgodbe strategije razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v Republiki Sloveniji. Kaj je bistvo, kaj je cilj, ki vidim, da se ga kar težko prepozna. Zelo preprosto. Cilj je, da čim več sredstev za obrambo, za varnost, za odpornost proizvedemo in naredimo doma in da sredstva ostanejo doma. Nesmiselno, povsem izmišljeno je, da bodo prek gospodarske družbe, ki bo v državni lasti in bo zato ustanovljena, potekale nabave Ministrstva za obrambo. Kdor je to zgodbo prodal javnosti, o tem sistemu očitno ne ve veliko. Vemo, da nabavna služba poteka prek ministrstva in tako bo tudi ostalo. Naslednja zgodba, da se bodo prek holdinga obračale in pa vrtele milijarde in pa milijarde javnih sredstev. Tistih iz našega ministrstva ali pa iz proračuna te države ne. Če bo pa holding uspešen, tako kot so uspešni v tujini, da bojo pa krepili ali pa poslovali sredstvi, ki jih bodo ustvarjali, proizvedli, potem pa zagotovo. Naša naloga je najprej pripraviti strategijo, pripeljati stvari do izvedbe, končno izvedbo v vodenju, organizaciji, razvoju, pa tudi nadzoru gospodarske družbe bodo seveda izvedli nekje drugje. Saj imamo te principe in postopke, kako poteka kontrola in nadzor v tej državi kar solidno uvedene že nekaj desetletij, prepričan sem pa, da jih lahko skupaj še izboljšamo, nadgradimo in pa
okrepimo. Se pravim, bistveno je, da tisto, kar imamo znanja in razvoja, in tega ni veliko, da doma znamo tudi proizvesti in pa nadgraditi. Kot minister dobivam številne podatke, kako dobro so se recimo v zadnjih letih, ko to spremljam, nekatera naša podjetja odrezala na mednarodnih razpisih. Tam dobivamo prvo, drugo, tretjo nagrado, kaj pa potem nič. Naše znanje poceni nekdo drug, za čez masovno in serijsko proizvodno, mi pa te stvari drago kupujemo nazaj. Naša naloga je, da s to zgodbo, smerjo te strategije, ta sredstva zadržimo doma, da bomo imeli možnost hitrih nabav, hitrega servisiranja in pa seveda tudi proizvodno, ki bo prinesla delovna mesta in da se bo na ta način krepil v delu zgodbe tudi bruto družbeni proizvod. Tale knjižica, ki je zbir 4 stvari, 4 strategij, vse nosijo datum kakšen? 2024. Ga ni obdobja v zgodovini te države, ko je bilo za varnost postorjeno toliko, kot je zdaj. Berem odzive nekaterih izjemnih slovenskih strokovnjakov, profesorjev, diplomatov, pa še kaj z tega področja, ne, da hitimo, da se nikamor ne mudi. Ni res. Delamo stvari, ki bi jih tisti, ki vse vejo, ki vse znajo in ki vsak dan to komentirajo, mogli narediti pred leti, desetletji, ko so bili na funkcijah, pa jih niso. Tako da moj poziv z tega mesta je k enotnosti, k sodelovanju, da iščemo stvari, ki nas vodijo naprej, na bolje, na več, k več varnosti za vse. Danes je tudi priložnost, da se pogovorimo tudi o resoluciji, o njeni implementaciji. To je očitno zgodba, na katero v juliju pa avgustu še nismo odgovorili na vsa vprašanja. Državni sekretar Boštjan Pavlin ima pripravljene odgovore. Zadovoljen sem, ko redno sediva z načelnikom generalštaba, da se krepimo tudi z ljudmi, da je morala visoka in da grejo stvari v pravo smer. O pozitivni kadrovski krepitvi po letu 2010 nismo več govorili. Danes lahko govorimo. Vojaški tabori, osnovna usposabljanja, štipendije, rezerva, vse so zgodbe, ki se krepijo. Mirno, načrtno, preudarno, in to je tisto, kar potrebujemo v Sloveniji za varnost. Zaključil bom pa z eno zahvalo. Ne vem, če se da, tale filmček je čist kratek. Sinoči so se iz Makedonije po uspešni intervenciji vrnili naši gasilci in pa reševalci, 61 ljudi. Tole, kar vidite, je naša tehnika. Zadnjič smo v Makedoniji pomagali pred 4 leti. Takrat vseh teh vozil, razen zadnjih rdeče-belih gasilskih, nismo imeli in ni bilo. Tako da zahvala vsem vam, slovenski javnosti, pripadnicam in pripadnikom vseh sil obrambe, zaščite in pa reševanja za napredek, ki smo ga dosegli iz
vsake nevšečnosti, velike naravne nesreče, tako kot sta bila požar na Krasu ali pa rekordne poplave, izidemo solidarnejši, močnejši, okrepljeni, in to je tudi moje sporočilo za naprej, za jutri. Na področju varnosti in obrambe si v Sloveniji zaslužimo predvsem enotnost, modrost, mirnost in pa sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Kot rečeno, besedo predajam državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo, ministru Boštjanu Pavlinu, ki bo nekoliko bolj podrobno predstavil predvsem implementacijo resolucije o splošnem dolgoročnem razvoju in programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 s poudarkom na višanju obrambnih izdatkov. Izvolite, državni sekretar. Torej, vsakič, ko govorimo o resoluciji razvoju, opremljanju Slovenske vojske in nasploh obrambnega sistema, je zelo pomembno, da poznamo predvsem ta okvir, ki je zdaj pred vami na prosojnici, torej, da se vsi skupaj zavedamo in razumemo, kakšna širina je področja obrambe. To je nacionalno-varnostni sistem, kar je notranji, ožji del obrambnega sistema, a vsekakor zelo pomemben in tisto, kar so naše ključne naloge na Ministrstvu za obrambo. Če govorimo o resoluciji, dobro veste, da je resolucija v letošnjem letu pridobila torej eno novo poglavje, ki govori o odpornosti družbe in države, in da je to poglavje za nas zelo pomembno. Zelo pomembno je, da tudi obrambni segment kot tak vidimo bistveno širše. Ko pa govorimo o notranji razdelitvi obrambnega sistema, je tukaj ključno, da razumemo, da je eno vojaška obramba in eno civilna obramba. In od tukaj naprej se veže marsikaj, predvsem pa tisto, kar je vezano na sklep, ki ga je sprejela vlada o razdelitvi obrambnih izdatkov, torej ko se je seznanila o tem, kako so obrambni izdatki načrtovani, da se bojo porazdelili v prihodnje. Zelo pomembno je, da v samem začetku razumemo, da je vlada v svojem dokumentu opredelila torej v letošnjem letu 2% BDP-ja za obrambo in z naraščanjem za 0,2 v prihodnjih letih do 2030, v katerem bo dosežena torej številka 3%. In tako kot smo že nekajkrat zapisali, po naših analizah ocenjujemo, da 3% obrambnih izdatkov v dolgoročnem obdobju bo zagotovo zagotovilo potrebe po posodobitvi Slovenske vojske, ključno v ciljih zmogljivosti, ki so pomembni tako za NATO, kot tudi za razvoj naših teritorialnih struktur, ki jih v tem zadnjem obdobju vzpostavljamo, in to, kar ste tudi lahko prebrali v resoluciji, ko opredeljujemo torej strukture teritorialnega dela Slovenske vojske, ki bo odgovorna za to, da zagotovi varnost državljanov na območju Republike Slovenije. Če se mogoče vrnemo eno prosojnico nazaj, bi mogoče želel v tem delu obrazložiti predvsem obuditi spomin na to, da so obrambni izdatki v tistih letih od 2009, ko je bila seveda svetovna kriza, res zelo strmo padali in da so se nekako stabilizirali, sicer na res minimalnih številkah, ki nikakor niso zadostovale za osnovne zmogljivosti Slovenske vojske
in s tem tudi ne za obrambo Republike Slovenije, in da smo jih uspeli šele v obdobju po letu 2022 nekako stabilizirati na nekem približno pomembnem področju, ki danes lahko rečemo, da v tem trenutku zadostuje za tiste načrtovane aktivnosti, ki jih ima Slovenska vojska. Vsekakor pa gre v preteklih 10 letih za izjemno finančno vrzel, ki je seveda kot taka pustila tudi posledice. In če primerjamo resolucijo, ki jo je sprejela vlada, z dokumentom, ki je opredeljen v Haagu, je tukaj potrebno razumeti sledeče. Haag je v svojem dokumentu zelo jasno opredelil, da bo v letu 2029 narejen presek stanja, s katerim se bo ugotavljalo, ali so države članice izpolnile svoje cilje, pa ne finančne, ampak ali smo zgradili dovolj pomembne in močne vojaške zmogljivosti, ki lahko obranijo naše skupno zavezništvo. V nadaljevanju pa seveda se te obrambni izdatki delijo na 2 stebra, medtem ko je zelo pomembno, da jasno vemo, da te številke so opredeljene za leto 2035, če ne bo do takrat seveda opredeljeno, mora biti tudi nekoliko drugače. In v tem takem prvem stebru, ko govorimo o obrambnih izdatkih, je tukaj financiranje obrambnega sistema, zagotovitev ciljev zmogljivosti za NATO in pa tudi seveda razvoj prostorskih sil Slovenske vojske. V drugem stebru je vse tisto, kar bo država uporabila za odpornost države in družbe in za varnost naših prebivalcev, gospodarskih družb in države nasploh. In v tem področju zagotovo smo že danes prepričani, da je v Sloveniji v različnih domenah teh finančnih sredstev mnogo plasiranih na nivoju države in na nivoju lokalnih skupnosti. Tako da se za doseganje tega procenta pregleda po NATO nikakor ne bojimo. Vsekakor se pa pojavljajo vmes še določena druga sredstva, za katere danes še ni jasno, kako bojo opredeljena, ali bodo v prvem stebru ali bodo v tretjem stebru, v drugem stebru. Potrebno je pač razumeti, da je tudi nova metodologija, ki je bila v NATO sprejeta šele pred dobrima 2 mesecema, nov dokument, da bo ta metodologija skozi obdobje verjetno 2-3 let šele lahko dobila svojo nadgradnjo in ugotovila, kje jo je treba dopolniti in kakšne so podrobnosti, ki jih še niso kolegi v NATO v ta dokument zapisali, kakorkoli. Zagotovo vemo, da so že danes določena sredstva, ki jih želimo na obrambnem resorju in jih želimo pomakniti v ta prvi steber, ki zavzema velikost 3,5% in to seveda argumentiramo z svojimi argumenti in predvsem načinom obrambnega sistema v Republiki Sloveniji. Tudi tukaj imamo, tako kot je že prej rekel minister, kar nekaj kritik in različnih drugačnih mišljenj, ampak smo prepričani, da vse korake, ki smo jih naredili do zdaj, vse korake v obrambnem resorju, da so pokazali svoje rezultate in smo prepričani, da bojo tudi naslednji koraki zelo hitro pokazali svoje rezultate. Kar se tiče strategije obrambne industrije, bi rad izpostavil, da je to strateški dokument, ki ne vzpodbuja samo industrije orožja, ki predvsem vzpodbuja večjo preskrbljenost prebivalcev.
Mi smo ugotovili v letu 2024, da je ključna ranljivost slovenskih prebivalcev, torej naša lastna samooskrba in problematičnost dobavnih verig povsod po svetu. In če se spomnite primera COVID, ko je takratni predsednik tiste druge tuje države rekel, ko bomo mi vsi cepljeni, potem boste pa dobili tudi vi cepiva. In to je ključno, da je Slovenija pripravljena in da se lahko odziva na krizne situacije v prihodnje. In zaradi tega smo oblikovali torej tudi idejo o obrambni industriji. Kaj bo ta obrambna industrija vsebovala? Ta obrambna industrija bo umeščala in sodelovala na področjih nacionalno-varnostnega sistema, zagotovo, energetike, pitne vode, finančnega sistema, gospodarstva, prehrane, zdravja, informacijskega, komunikacijskega omrežja, na splošne družbene odpornosti, transporta, okolja, strateškega komuniciranja in tudi vesolja in pa drugih novih tehnologij. Torej, strategija obrambne industrije, ki jo je sprejela vlada, ne govori samo o orožju, govori o vrsto drugih pomembnih stvareh za našo družbo. Če dam sam primer iz prehrane, torej potrebno bo zagotoviti torej hrano in razdelitev prehrane, delovanje ponudnikov živil in prehranskih trgovin, zagotavljanje semen in sredstev za varstvo rastlin, zagotavljanje živalske krme in zagotavljanje veterinarskih zdravil, pripomočkov in storitev. Torej, vse to je obrambni sistem. In obrambni sistem vsekakor ni samo orožje. Seveda pa je ključna naloga Ministrstva za obrambo, da bo skozi ta subjekt razvoja obrambne industrije tudi zagotovljena tista osnovna oprema, ki jo potrebujemo v Slovenski vojski. Osnovna oprema pa vsekakor pomeni, da je to oprema vojaka, da je to uniforma, da so to čelade, škornji, da so to osnovna oborožitev, vsekakor tudi tiste oborožitvena sredstva, ki jih imajo naši pripadniki na razpolago. Zagotovo je ključnega pomena v današnjem vojskovanju droni in podobna tehnologija in mogoče še najpomembnejše je to, da bomo v prihodnje resno pristopili k razvoju na področju vesoljskih tehnologij in upamo, da bomo v prihodnje ali v lastnih zmogljivostih ali pa v neki neposredni povezavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami razvili zmogljivosti, ki nam bodo omogočale to vrstne komunikacije tudi v prihodnje. Verjamem, da veste, koliko smo odvisni od vesoljskih tehnologij, se pa premalokrat zavedamo ranljivosti, da verjetno marsikatere informacije ne bi mogle tako hitro preideti, kakor danes prehajajo, da verjetno marsikje v Sloveniji gospodarstvo bi stalo, če ne bi bilo vesoljske tehnologije. Verjetno, da imamo kje vodovodni sistem, ki ima v svojem osnovnem delovanju princip vezan na časovnico, ki je spet odvisna od vesoljskih tehnologij in tako naprej. Torej, vsekakor je tukaj bistvenega pomena, da res vsi skupaj razumemo, da bo ustanovitev te družbe zagotavljal zelo široko podporo državljanom in da bo pomemben subjekt seveda za obrambni sistem, za Slovensko vojsko, ampak predvsem za torej, širšo slovensko družbo. Kako bomo prišli do tega? Torej, analizo smo vsekakor že naredili in smo preučili, kaj v državi potrebujemo in kje moramo biti samooskrbni.
Tisto, kar pa verjetno vas najbolj zanima, vsekakor, tako kot piše v dokumentu, bo vlada ustanovila strateški svet za obrambo, tehnološko-industrijsko bazo ter odpornost, tako kot se imenuje samo področje, in skozi ta subjekt usmerjala, analizirala in seveda tudi izvajala oziroma skrbela za transparentnost vsega, kar bomo skozi ta obrambni grozd tudi razvijali. Dalje. Na koncu se nam zdi zelo pomembno, da vam predstavimo te številke, ki jih je že prej omenil minister. Zagotovo lahko v tem času ugotovite, da kot ste prej videli na uni sliki o obrambnih izdatkih, da smo obrambne izdatke prepeljali na tiste, ki jih v obrambnem resorju potrebujemo. Ta graf prikazuje število pripadnikov, torej vstopa pripadnikov Slovenske vojske v sistem, torej modra črta je stalna sestava, rdeča je pogodbena rezerva in vijolična, predvidevam, so štipendisti. Torej, te tri grafi kažejo, da je Slovenija ena redkih držav v NATO, ki je uspelo dvigati število ljudi v obrambnem sistemu. Glede na to, da imamo torej zelo velik interes za štipendiranje, kaže na to, da je tudi pri mladih ta služba zelo zainteresirana in da so za njo zainteresirani. In vsekakor naše številke seveda uspešno naraščajo in smo zato zelo ponosni. Dalje. Je pa seveda še več ključnih dosežkov drugih. Predvsem bi bilo smiselno izpostaviti torej vso tisto modernizacijo Slovenske vojske, kjer je treba izpostaviti torej baterije protizračnega raketnega sistema Iris, nakup 2 baterij francoskega artiljerijskega sistema Cesar, taktično tovornih vozil 8x8, nakup 6 večnamenskih helikopterjev, nakup 2 letal Spartan z gasilskim in z medicinskim modulom, osebne oborožitve Slovenske vojske in še vrsto drugih modernizacijskih točk, ki smo v tem času jih zagotovili za Slovensko vojsko. In seveda, ko govorimo o dvojni rabi, se ta izraz večkrat razlaga na različne načine. Pomembno je vedeti, da dvojna raba so v osnovi tista sredstva, ki jih Slovenska vojska uporablja za svojo osnovno dejavnost in se lahko koristijo torej tudi za druge aktivnosti v suport in podporo prebivalstvu in državljanov. In kot takšen zagotovo je nakup helikopterjev izjemnega pomena in izjemna dvojna raba. V dvojni rabi je še vrsto drugih zadev, vsekakor pa so v dvojni rabi tiste ključne stvari vezane tudi na odpornost in so vezane tudi skozi kibernetsko varnost in kibernetsko zaščito tudi za potrebe kibernetske varnosti naših državljanov. Jaz bi na tej točki zaenkrat zaključil, pa predajam besedo. Hvala lepa, državni sekretar Pavlin. Kot rečeno, bo zdaj nekoliko bolj podrobno, kar se tiče torej tako kadrovskega popolnjevanja, opremljanja, modernizacije Slovenske vojske in prestrukturiranja. O tem več povedal načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, kjer je bilo pravzaprav, kot smo že rekli, v teh zadnjih letih narejen res ogromen napredek. Tako da vam predajam besedo in izvolite. Hvala lepa. Seveda lep pozdrav minister, državni,
spoštovani novinarji oziroma kolegi, kolegice. Jaz sem v teh zadnjih 3 mesecih kar veliko povedal okrog modernizacije, opremljanja Slovenske vojske, kakor tudi o razvoju Slovenske vojske v prihodnje. Pa mogoče bi tukaj strnil na tem slajdu, kje smo danes, kakšna je vizija za naprej. In seveda razdelil sem ta svojo predstavitev v 3, jaz temu rečem, predalčke. Prvo je seveda opremljanje, modernizacija, drugo je delovanje in seveda in tretje je neko druga zgodba. Ne. Tukaj noter namensko nisem omenjal posebej kader. Mislim, da je okrog kadra državni sekretar lepo povedal, kam gremo. Lahko samo rečem, da do danes je v Slovensko vojsko prišlo skoraj 280 pripadnikov in pripadnic. Pričakujemo še 29 pogodb, verjetno do konca tega meseca. Pričakujemo še 40 štipendistov, ki so končali srednjo šolo, kar pomeni, da številka, ki je bila danes prikazana na grafu 360 ob koncu leta, verjetno bo dosegljiva. Jaz upam, da bo tudi več. Bomo videli, na koncu se bomo prešteli. Skratka, zakaj je temu tako, kot je bilo omenjeno? Verjetno so mladi prepoznali v Slovenski vojski in Ministrstvu za obrambo dobrega zaposlovalca, kar pomeni, da nekaj čez 60 poklicev, ki jih imamo mi v Slovenski vojski, je zgodba zase in vsak se lahko najde, ne samo kot vojak, ampak lahko tudi drugače, da se zaposli v našem sistemu. In dobrodošli so vsi, ki seveda želijo delovati v tem sistemu. Opremljanje in modernizacija. Jaz bi tukaj razdelil to na 2 zadevi. Prvo je seveda resolucija, ki Slovenski vojski narekuje. Prvič, kako naj zgradi svoje sile v določenih obdobjih. Drugo, govori o finančnih vložkih, ki naj bi jih prejemali za dotična leta. In seveda to je za nas osnova, da lahko pripravimo svoje razvojne mape in seveda svoj pogled in svojo vizijo, kako naprej. Seveda, to ni edini dokument, ki govori o razvoju Slovenske vojske pred nami oziroma obstoječi SOPR, srednjeročni obrambni program, je tudi tisti dokument, ki govori kratkoročno v 5 letih, kako se bo to naredilo. Na drugi strani je minister že pokazal trojček doktrin, vojaška doktrina Republike Slovenije, kjer govori, kako in na kakšen način bo vojska delovala v različnih situacijah, tako doma v tujini, skupaj z zavezniki, brez zaveznikov in tako naprej. In seveda, da v ospredje človeka, kar govorim, kader, ker če prihodi, kot jih imamo danes, se ne bodo nadaljevali tudi bodoče, seveda bo treba razmisliti tudi o celotnem strukturi oziroma oblikovanju Slovenske vojske kot take. Na drugi strani so tudi dokumenti zavezništva, seveda, ki govorijo, na kakšen način kot del zavezništva se moramo prilagajati novim varnostnim izzivom. Kar pomeni, da je tudi na zavezniškem delu, pa ne govorim NATO, govorim tako Evropska unija, strateški kompas, vsi dokumenti NATO, ker govorijo v zadnjih 3 letih, kako, na kakšen način bomo izgrajevali cilje zmogljivosti, kaj je potrebno narediti, kakšne so strategije, kje je potrebno dodati mogoče druge cilje zmogljivosti ali pa druge sile in minister je omenil, hitimo. Ja, seveda treba hiteti, ker enostavno danes, kar gradimo, mogoče čez 1 leto, 2, 3, ne bo več to, kar bo potrebno zgraditi v bližnji prihodnosti. Se ne vemo, če se spomnimo vojno v Ukrajini, ne, kje smo danes, svetlobno leto naprej. Se pravi, tudi mi se moramo hitro prilagajati nekim obrambnim varnostnim sistemom oziroma okolju, ki vpliva na nas. Tako da, na podlagi tega, seveda, kot je tam omenjeno, smo mi začeli prenovo vojaškega šolstva, ki se nam je zdelo zelo pomembno. Zakaj? Da bomo v skladu z novimi metodami delovanja na bojiščih, če lahko tako rečem, skušali tudi naše poveljujoče pripadnike, počastnike, častnike in vojake pripraviti do te mere, da se bodo spoznavali z novimi tehnikami, postopki in procesi. Tako da smo v ta namen šli v prestrukturiranje vojaškega šolstva, ustanovili smo Poveljstvo za doktrino, razvoj, usposabljanje in izobraževanje, znotraj njega smo naredili Center za doktrino in razvoj, ki
opredeljuje doktrinarne zadeve v prihodnje, kar pomeni to, da smo poleg tega prenovili vse programe izobraževanja in šolanja v Slovenski vojski, od vojaka do častnika. Naredili smo tako, da smo obvezno 3-mesečno služenje vojaškega roka, ki je bilo prej, se je lahko vleklo tudi 3-4 mesece, pripeljali v 14-tedensko usposabljanje, kar pomeni, da vsi, ki prihajajo v sistem, in to je tudi en dober pokazatelj, zakaj ljudje prihajajo v Slovensko vojsko, verjetno zaradi tega, da po 14 tednih se lahko zaposlijo, pomeni to, da po 14 tednih vsak, ki naredi služenje vojaškega roka v naših 4 centrih, je takoj zaposljiv. Kar to pomeni, da je s prvim dnevom oziroma prvi dan po 14 tednih je že v matični enoti in seveda se uri za svoje specialnosti. Vojni obseg in struktura. Seveda, mi smo v skladu s tem, kar nam je resolucija dala, kar nam cilji zmogljivosti govorijo, smo se morali preoblikovati. In transformacija Slovenske vojske v neko novo Slovensko vojsko je seveda dolgoročni proces, to ni danes, ni jutri. Na eni strani smo oblikovali prostorske sile, ki so potrebne za odpornost države in družbe, na drugi strani smo preko stalne sestave oblikovali določene cilje zmogljivosti in seveda vse to je bilo potrebno ponovno pregledati in narediti novo strukturo Slovenske vojske. Nova oprema, žal nam nova oprema narekuje nujno preoblikovanje. Državni sekretar je že govoril o novi opremi, ki naj bi prihajala. Če se vrnemo samo na IRIS-T oziroma protizračno obrambo, mi take obrambe oziroma takega sistema v Slovenski vojski še nismo imeli, kar pomeni, da smo morali oblikovati novo enoto, nov sistem, novo upetje v neko strukturo, prav tako sredstva 8x8 s stopom 30 in tako naprej, kar pomeni, da je ta transformacija Slovenske vojske, ki smo imeli včeraj, danes ni več ista. In to je proces, ki traja in še traja in po naših predvidevanjih naj bi bilo to vse nekako končano do konca leta, kar pomeni, da to je 1,5 leta proces. Poleg tega, kot smo omenili, teritorialni polki, vaja odpornost 24 nam je dala jasno sliko, da če govorimo o odpornosti, obrambni odpornosti te države, da država mora imeti neke rezervne sile. In te rezervne sile smo oblikovali skozi 8 teritorialnih polkov in seveda skozi procese, ki bodo zdaj verjetno nekaj časa, bomo skušali pripeljati tudi v te sile 30,000 vojske, kot je tudi zapisano v resoluciji. Opremljanje z oborožitvijo, vojaško opremo in drugimi sistemi, državni sekretar je že omenil, kaj približno pričakujemo. Jaz bi poleg tega, kar je bilo že omenjeno, omenil še določena informacijska sredstva, sredstva zvez. Mi se moramo zavedati, da vojska se ukvarja tudi z kibernetsko obrambo, kar pomeni, da so tudi določena sredstva za kibernetsko obrambo. Skratka, računamo, da bomo, ko sem omenil skozi resolucijo, ki nam je dala osnovo finance, da bomo in razvojne mape, ki jih imamo danes, da bomo nekje do konca leta imeli komplet pripravljeno zgodbo, na kakšen način bomo razvijali Slovensko vojsko do leta 2040, seveda, če ne bo kako drugače opredeljeno. Seveda, poleg tega, da vlagamo v opremo ljudi, seveda vlagamo tudi v infrastrukturo. Moram reči, da veliko namena dajemo tudi, bom rekel, vadiščam in streliščam, kakor tudi starim vojašnicam, tako da smo kar nekaj vojašnic obnovili, če govorimo samo o VEP-u, tukaj v Ljubljani, v Postojni, v Kranju, pripravljamo določene projekte v Mariboru, strelišče Bač, delamo na Apačah, kar pomeni, da delamo pomol za barko v Ankaranu, kar pomeni, da tudi z tega vidika, bomo rekli, boljših delovnih pogojev za naše pripadnice in pripadnike delamo tudi skozi te investicije. Veliko je delovanja v tujini, seveda mi kot zavezniki se moramo zavedati, da operacije in misije v tujini so tudi del naše zgodbe, približno 8 do 10%, odvisno od polletja, je nekako naših pripadnikov v tujini.
317, kot vidite, tam je številka v eni izmeni, kar pomeni dve izmeni 630-640 ljudi, kar pomeni približno 10%, kar je zelo veliko v primerjavi z drugimi zavezniškimi silami. Povprečje je nekje med 3 do 5%, mi imamo 10%. Kar je v redu. Po eni strani seveda, da tem ljudem omogočimo tudi seznanjanje z določenimi drugimi nalogami, ne samo to doma, ampak tudi v tujini, pomeni, da se seznanjajo tudi verjetno predvsem v tej prednji prisotnosti Latvija, Slovaška, z svojo usposobljenostjo, z svojo pripravljenostjo in seveda interoperabilnost z drugimi vojskami. Podpora zaščiti in reševanju, pomoči, mislim, da je tukaj, nimam kaj dodati, mislim, da že to vsi vi pišete okrog, veliko je tega z naše strani in seveda helikopterskih prevozov. Če pogledamo samo helikopterski prevozi iz 23, 24 in 25, se pravi, sicer v letu 25 so nekoliko padli zaradi predvsem dogovora s policijo, da oni delajo nekaj več kot mi, oziroma da imajo oni, ne vem, zaščito in reševanje, mi pa recimo gorsko reševanje ali obratno, tako da je tega nekoliko manj. Pa vendar na koncu bomo prišli sigurno na številke približno tam 650 prevozov raznih. O vajah doma in tujini ne bom niti dosti govoril, ker to je itak naša vsakdanja naloga, ki jo moramo imeti, veliko pa zahteva od ljudi, predvsem delovanje oziroma vaje v tujini, se pravi vaje v tujini so po 10 dni, kar pomeni, da najmanj 3 tedne te ni doma. In seveda veliko je tega prevoza gor dol, kar pomeni, da tudi to delamo. Vojaška strategija, potrditev paketa ciljev zmogljivosti in raziskave razvoj. Paket ciljev zmogljivosti se moramo zavedati, da iz leta 21, pa cilji zmogljivosti 25 se razlikujejo 30% plus, kar pomeni, da za 30% so se povečale zahteve zavezništva po zmogljivostih dotičnih držav. Med njimi smo tudi mi tisti, mi ne izstopamo. Kar pomeni, da moramo tudi tukaj izgraditi cilje zmogljivosti in da smo verodostojen partner zavezništvu, kar omenjamo že vrsto let. Raziskave razvoj. Na podlagi sklepa vlade in seveda tudi ministra veliko vlagamo v raziskave in razvoj. 2% od budžeta, se pravi okrog 15-20 milijonov na letni bazi skušamo skozi raziskave in razvoj tudi pripeljati do slovenskih firm, do razvojnih, do inštitutov in tako naprej. Seveda na podlagi naših zahtev, kaj želimo, kaj bi treba narediti in seveda moram reči, da kar nekaj produktov so domače firme naredile skupaj z nami. Bom jaz tudi tukaj zaključil, seveda kako naprej, o tem resolucija govori, mi zdaj v pripravi je še srednjeročni obrambni program, ki more biti iz nove resolucije tudi narejen. Mi imamo zdaj do septembra nekako čas, da to pripravimo in seveda potem pa skupaj z vlado oziroma bo vlada tista, ki bo povedala predvsem finance, ends, ways and means, kako, na kakšen način bomo nominalno dobivali sredstva in seveda ta sredstva tudi, kot sem prej omenil, pravilno razporedili v dotična leta v sam razvoj in skozi razvojne mape. Toliko pa vprašanja. Hvala. Hvala lepa vsem trem govornikom, ki so vam pa zdaj na voljo za vaše vprašanje. Izvolite. Imamo kakšno vprašanje? Aha. Aleš Kovačič. Ja. Zakaj financiranje ni urejeno preko banke SID, ampak v bistvu prek komercialnih bank, ker ne bi se krili njihove obresti na njihove kredite? Hvala. Torej, zaenkrat je bila sprejeta strategija in kot veste, strategija je v bistvu zelo krovni dokument, ki v bistvu nakaže, v katero smer se pripravlja rešitev za vse tisto, kar smo govorili prej.
V nadaljevanju bo oblikovan torej strateški svet. Strateški svet, če ste se šli natančno prebrati, po katerih teh posameznih conah ima svoje naloge, vidite, da mora analizirati, spremljati in daje tudi usmeritve. Kar se tiče financiranja, ni nikjer tako dobesedno izključujoče, kako se bojo finančna sredstva vlagala in iz kje bojo prihajala. Predvsem pa je pomembno, da bo možno v prihodnosti sodelovati in gospodarske družbe v državi krepiti z finančnimi sredstvi, jih vklapljati v mednarodne inštitucije, v mednarodne gospodarske družbe na obrambnem področju in s tem dosegati torej razvoj v Sloveniji. Ključno je, da kapital ostane v naši državi in da s tem dosegamo cilj tudi dvig BDP-ja na račun tudi obrambnega področja. Lahko še pa vprašanje, kakšen bo dvig oziroma vpliv tega potem na BDP, so že kakšne študije? Študije so različne, modeli so tudi zelo različni. Če bi se hotel zgledovati po modelih, ki jih imajo v zahodni Evropi, bi bili ti procenti nekoliko večji. Ampak vseeno bi radi prepustili, da za to poteče še nekaj časa in da potem ugotovimo dejansko, kolikšen procenten del gospodarstva bo v prihodnje imel vložek na področju obrambe in potem bo lažje izračunati številke. Bo strateški svet pod KPV-jem? Torej, strateški svet bo oblikovala vlada. Torej, v strateškem svetu bo zagotovo noter predstavnik Ministrstva za obrambo, zagotovo predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, verjetno še kakšen predstavnik kakšnega drugega ministrstva, zagotovo tudi predstavnik SDH-ja in še kakšnega drugega subjekta. In verjemite, mi smo vsi pod KPK-jem ves čas, ne samo zato, ker bi bili v strateškem svetu, ampak smo že zato, ker imamo torej funkcije, ki jih pač imamo. In resorno ministrstvo je ves čas pod raznimi nadzornimi funkcijami, inšpekcijami, nadzori, KPK-jem in še vse ostalo, kar v državi obstaja. Da bi se slovenska podjetja aktivirala pri proizvodnji artilerijske municije, če sem si to prav zapomnil, nekih 40 podjetij, govorilo se je o 40 podjetjih, ki naj bi jih koordiniralo Ministrstvo za obrambo. Ostali smo pri tej številki, ne vem nič, kaj se je zgodilo takrat s to pobudo, a je to zaživelo ali ni zaživelo, ampak to bi lahko bil nek lakmus test, koliko ste vi zmožni to speljati, no? To me zanima, kaj se je s tem zgodilo takrat? Torej, pobud je zelo veliko. Ni samo ta za strelivo. Vsekakor je tisto, kar je ključno v tem trenutku, je pomembno, da v Sloveniji razvijemo proizvodnjo za osnovne kalibre, ki jih potrebuje Slovenska vojska. Osnovni kalibri so pa 5,56, 25 mm in pa 30 mm. To so osnovni kalibri, ki so v tem trenutku za nas ključnega pomena. Kar se tiče artilerijskega streliva, je tudi, če sem vas dobro razumel, ste artilerijsko strelivo omenili, ne? Kar se tiče artilerijskega streliva, je seveda tudi interesa, predvsem pa je pomembno, da v tem trenutku ne preskakujemo in da v tem trenutku sledimo našim načrtom. Naši načrti so rekli, da v prvi fazi analiziramo potrebe, to je narejeno, v drugi fazi, da se pripravi torej strateški dokument, ki bo opredeljeval razvoj obrambne industrije in potem gremo naprej v naslednjih korakih. Kar se pa tiče streliva, pa prioritete imamo
na teh področjih, ki sem vam jih naštel. Ja, Jan Artiček, Forbes Slovenija. Dva vprašanja. V katerih podjetjih vidi ministrstvo potencial za sodelovanje s holdingom, glede na to, da je državni sekretar že rekel, da seznam teh podjetij obstaja, pa zanima me, kdo bo vodil ta obrambni holding. V grozdu slovenske obrambne industrije smo v kakšne pol leta prišli iz številke 80 podjetij na 130 in več. Interes je velik, ne preferiramo nobeno od podjetij. Podjetja se bodo morala dokazati z rezultati, z delom, z izkušnjami, z inovacijami in to je tisto, kar bo štelo. Kako imamo pa v tej državi urejeno imenovanje in pa nadzor gospodarskih družb, pa se ve in je izven dometa pristojnosti Ministrstva za obrambo. Jaz bi imela tudi eno vprašanje, Monika Vajs, Mladina. Mene pa zanima, kakšna bo korelacija tega holdinga novega z grozdom obrambne industrije. Tukaj ni čisto jasno, kaj, ali pa meni ni jasno, kaj bo ta holding točno počel. A bo on dokapitaliziral te firme, a bo jih združeval v nekih projektih. Skratka, to bi bilo eno vprašanje. Drugo vprašanje bi bilo pa vezano na eno temo, ki je tudi povezana z vašim resorjem, in sicer glede poslov z Izraelom. Me zanima, zakaj je ta izjema za določene stvari povezane s kibernetsko varnostjo in nabavami. A je kakšna konkretna nabava zdaj v teku in zakaj mislite, zakaj tukaj vztrajate, da ta izjema mora obstajati, ker ni alternativ, ali kakšno je tukaj pojasnilo te izjeme, o kateri ste sami oziroma je v sklepu vlade tudi zapisano. Hvala. Lahko še enkrat, gospa, kaj ste mislila z zadnjim vprašanjem? V sklepu vlade glede prepovedi, ki je bil sprejet, mislim, da prejšnji teden, tranzicije orožja skozi Slovenijo iz Izraela, je noter tudi zdaj ena izjema, in sicer, da v primeru nabav za, mislim, da kibernetsko varnost, ali kako točno je dikcija, da pa vendar ostanejo te izjeme nujnosti izven te prepovedi, ki je bila sprejeta na vladi. Zanima me, zakaj so te izjeme, ker ni alternativ, recimo tehnoloških ali kakšnih, ali so v teku neki konkretne nabave, kjer je že nek izraelski podizvajalec ali pa izvajalec tukaj se pojavil. Skratka, zakaj je ta izjema potrebna? Najprej, če dovolite, izraelski izvajalec ali pa podizvajalec je verjetno v vsej tej opremi, ki ste jo, spoštovani novinarji, danes prinesli s sabo, v marsikaterem delu različne opreme. Ne samo komunikacijske, ampak še na marsikaterem drugem področju. Vaše vprašanje ni mogoče glih najbolj zastavljeno, torej sklep vlade ne izključuje kibernetske opreme. Sklep vlade pravi, da je vlada sprejela sklep o omejitvi izvoza, uvoza in tranzita skladno z zakonodajo Republike Slovenije in zakonodajo Evropske unije in da je ob tem izključila sredstva, ki so v državi pomembna za odpornost in varnost Republike Slovenije. Kar v praksi pomeni, da smo s tem izključili, da morebitna oprema, ki bi jo mogoče potrebovala ali pa bi jo mogoče nabavljala za Slovensko vojsko, pa bi jo mogoče še za gasilsko enoto Ljubljana, recimo komunikacijski sistemi, da ne bo to vrstno sredstvo izključeno, ker jo gasilska enota Ljubljana potrebuje za odpornost in varnost Republike Slovenije. In sklep je namenjen striktno omejevanju Izraela z orožjem, ki tam ustvarja vse tiste grozote,
ki se dogajajo v Izraelu. In ravno tako, če si preberete 77. člen zakona o obrambi, zelo jasno pove, da ne sme se izvažati orožje, kjer bi se kot zadnji uporabnik, torej ne sme biti zadnji uporabnik tega orožja tisti, ki bo neposredno uporabljal orožje za povzročanje torej oboroženih spopadov in drugih vojnih grozot. Tako opredeljuje torej ta sklep vlade. Torej loči strelno orožje, vojaško opremo in jo omejuje, in vse ostalo, kar se potrebuje za odpornost in varnost, ni zajeta v tem sklepu omejitev, ki jih je dal sklep vlade. Tako kot Evropska unija in tudi Združeni narodi še niso sprejeli konkretnih omejevalnih ukrepov za to državo, o kateri govorim. Upam, da sem pojasnil, gospa. Bom jaz še, kar se tiče grozda pa holdinga. Grozd pa holding sta zgodbi, ki se dopolnjujeta in bosta skupaj tvorile celoto. Nenazadnje je grozd slovenske obrambe industrije skupaj z nami tudi eden od organizatorjev prvega obrambnega sejma v zgodovini te države v Celju v oktobru, ki bo odlično obiskan. Podjetja, ki so do zdaj v grozdu, so pogrešala predvsem konkretno pomoč pri financiranju in pa pri zagonu proizvodnje, pa potem tudi pri prodaji ali pa distribuciji v svet. To se pravi grozd in pa državno podjetje, ki se bo ukvarjalo s to problematiko, sta skupaj celota z istim ciljem. Ja, pozdravljeni. Želim časopisa Dnevnik. Mene bi dodatno malo zanimalo, kako točno bo holding financiral ta zasebna podjetja, kako bodo pri tem upoštevana javnofinančna pravila, kako se bodo potem ti izdatki v okviru obrambnega holdinga šteli v obrambne izdatke države. Pa zanima me še, kakšna je vloga bivšega državnega sekretarja, ki se je na začetku leta zaposlil na SDH v okviru obrambnega holdinga, oziroma ali je prav zaradi tega odšel tja. Vprašanja, ki se vrtijo v slovenski javnosti že nekaj časa, rekel tudi namigovanja, insinuacije, ki z realnostjo nimajo nobene vloge, kako bo kadrovsko zaseden in opremljen holding, bojo določali drugi, ne na ministrstvu, mi za obrambo. Ostaja pa eno dejstvo, da ljudi, ki bi sistem, ustroj obrambe poznali tako dobro, kot pa bivši državni sekretar v tej državi, ni prav veliko. In če smo omenili rezultate modernizacije, napredkov in pospeškov v tem mandatu, je njegova vloga izrazito pozitivna in pa pomembna, kar pa s kadrovsko zasedbo bodočega holdinga ali pa s poslovanjem nima prav nobene zveze. O tem se bodo odločali drugi in glede na to, koliko imamo v tej državi komentatorjev, strokovnjakov, sem prepričan, da bo zanimanje za to odgovorno delovno mesto izjemno. Če lahko še dopolnim to, kar ste vprašali v vezi obrambnih izdatkov. Torej obrambni izdatki, ki so namenjeni na področje razvoja, so obrambni izdatki, ki po naši slovenski terminologiji pašejo v obrambne izdatke. Če bi jih pa želel
transformirati na obrambne izdatke po NATO metodologijah, pa sodijo v drug sklop, torej v drugi steber obrambnih izdatkov. Upam, da sem odgovoril. Jaz bi dal šanso še pod vprašanje, se pravi, če vas prav razumem, gospod minister, ni nobene povezave odhoda državnega sekretarja in ustanavljanja obrambnega holdinga. Jaz sem že večkrat odgovoril, da jo ne vidim, niti ne načrtujem. Ugibanja v tej relativno majhni državi so pa številna in stalno prisotna. Še en kolega pred vami, pa prinesemo nazaj. Nastja Stopar, TV Slovenija. Mene pa zanima, koliko denarja bo država namenila za delovanje holdinga in pa ali menite, da je tukaj potrebna še, da je potrebna parlamentarna komisija, ki bo nadzorovala holding, glede na to, da so že neke pobude in kritike. Kar se tiče nadzora in političnega nadzora. Vloga Komisije za javne finance tej državi je znana in poznana. Tudi vloga parlamentarnih odborov, kot je odbor za obrambo. Predsednica državnega zbora je lepo odgovorila, kdo in kako nadzira. Imamo pa v tej državi kupico inštitucij, ki se ukvarjajo z nadzorom. In rekel, kot politiku mi je prav zanimivo, ne? Ko recimo Računsko sodišče, ko recimo KPK ali pa še kaj podobnega poda neko ugotovitev ali pa začne nek postopek. Vzamemo kot dejstvo, kot dobro, dokončno, kot ustrezno. In ne razumem, zakaj bi bilo na tem področju vse nekaj povsem drugačno in pa nasprotno. Smo relativno urejena država, ki imamo gospodarske družbe, urejene na način, kot ga imamo, in če se bodo pa pokazale potrebe, potem z nadzorom takim ali drugačnim, kar se tiče politike, predvsem pa javnosti, ker gre za javna sredstva, nimam prav nobenih težav. V proračunu Ministrstva za obrambo imamo letno nekaj čez 23 milijonov evrov sredstev, ki grejo za raziskave in pa razvoj. Za naslednje leto je planirano povišanje sredstev nekaj čez 25 milijonov. To so tista osnovna sredstva. Znana je tudi številka, da od sredstev, ki se namenjajo za neposredno opremo oziroma so del našega proračuna, jih gre 2% za raziskave in pa razvoj. Jaz bi postavil tudi nasprotno vprašanje, da ni vprašanje samo koliko denarja javnega bo šlo v holding, vprašanje je, koliko bo holding tudi zaslužil in pa ustvaril dodane vrednosti. Žiga Bonča, Pop TV. Torej lahko potrdite, da bo ta holding upravljal z milijoni, ne z milijardami, kot očita del opozicije, torej da bi imel v rokah 3 milijarde evrov. In pa zanima me še, v te dni je nemško podjetje objavilo, da je Slovenija oziroma verjetno Ministrstvo za obrambo podpisalo pogodbo za nakup sistema IRIS-T. Zdaj pri nas še nisem zasledil sporočila za javnost, pa me zanima, za kakšen nakup gre, koliko milijonov nas je stal ta sistem. Kar se IRIS-T tiče, sem res presenečen, to komuniciramo že 2 leti, novic na Googlu je vsaj nekaj 10,
Ja, zadovoljni smo, da smo eno od področji, kjer smo šibki, torej z obrambo srednjega dosega ukrepili. Razmere v svetu in pa spopadi pokazujejo, da je za učinkovito obrambo potrebno stvari zastaviti drugače, kot pa pred leti. Zato krepimo s temi oborožitvenimi postajami tudi obstoječa 8-kolesna vozila, ki omogočajo zastavitev delovanja dronov na krajšem dosegu. Razmišljamo pa, da bomo v naslednjih obdobjih zagotovo potrebovali sistem IRIS-T, ki bo mu poleg srednjega še krajše delovanje, to se pravi krajši domet. Kakšna sredstva se bodo pa z leti, s postopki obračala ali pa uporabljala v holdingu, pa bo pokazal čas in to ne bo odločitev Ministrstva za obrambo. Želim si, da organizirano, postopno in pa zdravo raste. To bo dobro za vse v tej državi. Vitomir Petrovič, Planet TV. Gospod minister, govorili ste o potrjevanju slovenskih družb v tem grozdu skozi izkušnje, ampak že zdaj je to nekoliko pod vprašanjem. Spomnimo se pogodbe z Valhalla Tarec, pa praktično pred podpisom pogodbe to slovenska družba ni imela nobenih izkušenj. Lahko bi dali, da teh sistemov v praksi sploh še ni bilo mogoče konkretno preizkusiti. Kakšna je nevarnost, da se s potenciranjem domačih slovenskih izvajalcev tudi v poslih, ki morda niso najboljši ali pa najbolj ugodni glede na kvaliteto, toliko promovira? Hvala. Jaz mislim, da je taka tveganja obstajajo, ampak interes za določen izdelek, za izdelavo pokaže, razvije in predstavi gospodarska družba, ki se seveda tudi ustrezno prijavi na razpisu za javna sredstva. Mi ne damo denarja na pamet nekomu in rečemo, tukaj je budžet, vi pa razvijte tisto, kar mi potrebujemo. Naša naloga je, da obelodanimo in sporočimo potrebe, potem se pa podjetja v okviru grozda slovenske obrambe industrije, tudi v okviru bodočega holdinga odločijo, katera je sposobna razviti, potem pa tudi proizvesti neko tehnološko rešitev. In jaz moram reči, da eno od podjetij, ki ste ga omenili, na tujem trgu dosega odlične rezultate v sodelovanju s tujimi proizvajalci, ki nas seveda o tem tudi obvestijo, so prodali nekaj tisoč podobnih izdelkov, ki zanimajo tudi nas v Sloveniji, in veseli bomo, če bo teh uspešnih podjetij znotraj naše države čim več. Želimo pa tisto, kar znamo razviti, in kot sem rekel v uvodu, na teh mednarodnih razpisih z tega področja, ki ni samo vojaško, dosega vrhunske rezultate, potem se nam pa ustavi in tega ne znamo industrializirati oziroma proizvesti v ustreznih količinah. To je običajno prepuščeno tujini, ki to zna, in tam se potem ustvarijo delovna mesta, tam ostane dobiček, mi pa marsikdaj to kupujemo nazaj tudi za višja sredstva. Torej cilj je, da čim več proizvedemo sami in da denar ostane doma.
Jaz bi imel še eno vprašanje vezano na to zgodbo o embargu izraelskega orožja, in sicer kako bo Slovenija odreagirala v primeru, da se neka pošiljka teoretično iz tretje države tukaj zaseže, ker pač pravniki menijo, da bi v tem primeru lahko država bila deležna tudi tožbe zdaj strani Evropske komisije ali pa Evropskega sodišča, ne, ker je to enotni trg. Hvala. Hvala lepa. Prav zanimivo mi je, kako iščemo posamezne drevesa ali pa grmovja v širokem gozdu jasne politične odločitve. Slovenija je kot prva v tem prostoru dala jasno in glasno sporočilo, da s tem, kar se po terorističnim, da potem, kar se dogaja s terorističnim napadom 7. oktobra 2023 in dogaja do zdaj, ko umirajo civilisti, ženske in otroci, nismo zadovoljni, to smo potrdili s priznanjem in da si želimo, da se spopadi prekinejo, vsi talci na obeh straneh spustijo, da se območje oskrbi s hrano in eden od političnih ukrepov, ki je bil slišan in pa razumljen v tujini in pa doma, je bil sprejet. Smo del skupnega evropskega trga, ker pravne rešitve in pravila veljajo in jih je treba spoštovati. Naš poziv je šel v smer, da se temu pridružijo tudi druge države in moram reči, da če je verjeti tistemu, kar nam posredujete in zapišete, da je tega kar nekaj. Ko smo leto nazaj govorili o priznanju, so bili očitki podobni, nihče pa ni takrat verjel, da bodo o tem razmišljali tako kot danes tudi v Franciji, Veliki Britaniji in pa recimo v Kanadi. In takrat, ko bo odziv teh evropskih držav ustrezen, bomo lahko spremenili tudi pravno regulativo, ta pa do takrat velja in pa ostaja v praksi. Boštjan, me boš dopolnil? Sklep vlade je sprejet na osnovi zakona o obrambi in je sprejet na osnovi uredbe, s katero smo implementirali EU dokument. In da, tako kot ste vprašal, če bi Slovenija preprečila neki drugi evropski državi tranzit čez Slovenijo, bi nastale ob tem posledice, kot ste jih omenil. In zato še enkrat poudarjam, torej vlada je sprejela sklep, ki je skladen z zakonodajo, kar seveda verjamem, da vsi pričakujemo, da bo vlada sprejela sklepe, ki so skladni z zakonodajo. Če tega ne bi bilo, pol smo v enih drugih časih. In hkrati je pa v tem sklepu vlade tudi opredeljeno, da se pregledajo protokoli, torej da se pogledajo celoten proces v državi, ne samo na našem ministrstvu, ampak tudi na ministrstvu za notranje zadeve, za infrastrukturo, za finance in tako naprej, in ugotovi, ali je na kakšnem področju še možno protokole uskladiti, nadgraditi itd., da bo dosežena osnovna namera vlade s tem sklepom. Seveda tudi na koncu bo bil sklep in vsi ti protokoli usklajeni in dopolnjeni na način, da bojo skladni z zakonodajo in Slovenije in seveda Evropske unije, katerega del smo. Upam, da sem vam odgovoril, gospod. Hvala lepa.